Spoštovane in spoštovani, prav lep dober večer in lepo pozdravljeni na Slovenski matici v okviru cikla prireditev z naslovom Matica pod zvezdami, ki ga tudi prijazno pomaga sofinancirati Javna agencija za knjigo, kar se na tem mestu zahvaljujemo. Prav tako pa se seveda Javni agenciji za knjigo zahvaljujemo tudi zato, da je v programu knjižnem za leto 2023 podprla obsežno filozofsko monografijo profesorja dr. Andreja Oleta z naslovom O naravi duha, ki je izšla v naši zbirki Slovenska filozofska misel. Slovenska filozofska misel je nekako mlajša sestra starejše in tudi obenem najstarejše zbirke na slovenskem, filozofske zbirke na slovenskem, torej filozofske knjižnice, v kateri izhajajo prevodi seveda zlasti filozofskih klasikov. In zelo sem vesela, da se je v 70-ih letih izoblikovala tudi ta zbirka predvsem z namenom, da krepimo izvirno slovensko filozofsko misel in jo predstavljamo tudi najširši javnosti. Zelo smo počaščeni, da je med avtorji slovenske filozofske misli tako tudi profesor dr. Andrej Ule, ki je odprl to izredno, bi rekla, neizmerno temo vprašanja duha. Temo, ki jo tako rekoč evropska civilizacija in seveda evropsko mišljenje zasleduje od samih svojih tako rekoč miselnih začetkov. Temo, ki je enako doma tudi na Daljnem vzhodu in v njihovi tako religiozni kot filozofski misli in prav tako prostrana, kot je geografsko tematizacija vprašanja duha in preko njega seveda tudi duše, je prostrana raziskava, o kateri bomo lahko veliko več izvedeli danes z našimi današnjimi gosti. Najprej toplo pozdravljen, seveda že omenjen profesor dr. Andrej Ule. Lepo pozdravljen tudi urednik zbirke in obenem vodja filozofskega odseka Slovenske matice, profesor dr. Marko Uršič. In lepo pozdravljamo tudi našo cenjeno kolegico, članico našega filozofskega odseka, ki je z veliko skrbnostjo pripravila nedavno tudi zbornik razprav simpozija o Almi Sodnik, profesorico dr. Olgo Markič. Zdaj pa seveda predajam besedo današnjemu moderatorju večera in tudi uvodniku te predstavitve, profesorju dr. Marku Uršiču. Vam pa se vsem zahvaljujem, da ste danes z nami kljub zelo pestremu in burnemu dogajanju, ki pa mislim, da ne bo zmotilo našega premišljevanja. Hvala lepa za besedo, hvala seveda Slovenski matici za to edicijo in tudi sofinancerjem Javne agencije za knjigo. Kar se mene tiče, si nisem zamislil to, kot da bom jaz nek uvodničar bo sam Andrej, bom pa povedal nekaj samo uvodnih besed, potem bi bilo pa poudarek bil predvsem na pogovoru našem. Približno 1 uro naj bi to trajalo, potem pa seveda vse vas vabim, da se pridružite tudi v nadaljevanju z vprašanji in komentarji. Torej, tudi z moje strani čestitke za to obsežno in veliko delo, ki je prav gotovo neke vrste sintezno delo vsega dosedanjega, to ne pomeni, da tudi bodočega dela, ki lahko da bo še tako obširno delo napisal kolega in prijatelj Andrej, ampak vsekakor je to neke vrste sinteza njegovega dosedanjega dela. Ta knjiga je izjemno, kot je bilo že rečeno, obsega izjemno široko, zajema izjemno široko tematiko, napisana je z izjemno erudicijo, znanjem prijatelja Andreja
In hkrati pa je to neke vrste zanimiva sinteza in predvsem o tem bomo verjetno govorili danes, sinteza naših razmišljanj o tem, nek povzetek, to so vse neki taki približni izrazi naših razmišljanj o duhu. Zakaj danes sploh pravzaprav govoriti o duhu, na kakšen način lahko govorimo o tem in tako naprej. Andrej je tukaj v tej knjigi pokazal, kot že prej seveda v svojih delih, izredno zmožnost povezovanja v neko celoto različnih miselnih tokov in hkrati pa tudi analize, neke pač razumske in umske, pač razumske analize in umske sinteze, bi lahko rekli, tudi te tematike. Se pravi, gre za neko delo, ki združuje na eni strani neko žlahtno analitično tradicijo, tako imenovane analitične filozofije iz 20. stoletja, na drugi strani pa posega v dosti širše neko področje, področje duha. Toliko bi mogoče teh par stavkov za začetek. Zdaj bi pa prosil Andreja, prosil bi te predvsem, da nisi predolg, ker bomo za neko uvodno razmišljanje, kakšnih 10 minut, to boš, tako da si ti uvodničar, bo najboljše v ta večer. Potem pa preidemo k nekim istočnicam. Nekako dogovorili smo se, da bomo pač izmenoma eno istočnico ali vprašanje, jaz eno pa kolegica Olga. Hvala lepa za vse, kar se prijazne besede, vse, kar se šopaš vodničarka in ti. In se mi zdi, si kar že nekaj nastavil stvari, ki so vredne, ki jih bom jaz kar nadaljeval, po svoje mogoče še malo dopolnil. Poskušal bom biti res kratek, se pravi, dobro 5 minut. Res je, spraševanje o naravi duha je vsaj zame. V prvi vrsti spraševanje o samem sebi. A ne kot neki vesoljni biti, kar to, ampak prej nasprotno. O sebi kot izpraznjene od vseh siceršnjih določb, ki me predstavljajo kot osebo, vendar pa tako, da se ravno s tem pa dotakneš tudi vsega in vsakogar. Kajti samo tedaj, če se sam izprazniš, distanciraš od vseh določenosti, se lahko dotakneš vsega in vsakogar. To je pa nujno, če hočeš pisati o duhu in razmišljati o duhu. Kajti duh po svojih imanentni karakteristiki nekaj, kar se dotika vsega, pa ni nič od tega. Duh ne trpi nobenih določb, razen tistih, ki jih sam svobodno dopusti. Moja knjiga je o naravi duha in to je rezultat tovrstnega samospraševanja, kako se pravzaprav nas vseh in vsega sveta dotika duh, oziroma kako se mi dotikamo duha in kaj to sploh pomeni. Več kot 2 leti, skoraj 3 leta sem se intenzivno spraševal o tem, potencialno sem potem razmišljal že prej. Napisal sem tudi nekaj sestavkov na to temo, ki so šli v različnih revijah, zbornikih. Potem se lepo zazdelo, da je že vredno, da to nekako sintetiziram, zaokrožim neko bolj skladno celoto in tako je prišla ideja do te knjige. In če ne bi bilo tukaj Markota, ki sem mu pripovedoval o tem, ki me je spodbudil k temu, da me to vendar naredim in da me to za Slovensko filozofsko knjižnico pripravim, potem z tega jaz tudi ne bi naredil. Ne bi bil more, da se sam prebijam, s tem pa še iščem založnika in tako naprej. Tako da prav hvala lepa za tvoja pomoč pri temu. Torej, v tej knjigi o naravi duha predstavljam pojmovanje duha, ki naj bi bilo v skladu z sedanjimi znanstvenimi dognanji, a tudi z siceršnjo zavedanjem duha v človekovih življenjih, kot je prisotno vsaj v evropski civilizaciji že od kadarkoli se zaveda sami sebe. Sam menim, da je na prvi pogled spraševanje o duhu nekaj zastarelega. Če danes vprašate povprečnega evropskega ali pa zahodnega filozofa o tem, kaj misli o duhu, bo malo
Rečemo pa je to potrebno, da ti to že zdavnaj pa se. In po eni strani je to nekaj, kar naj bi bilo tam začetkom razsvetljenstva že minulost. Po drugi strani pa še preklemano nas prizadeva. No in to dvojno sem poskušal tudi v tej knjigi nekaj oživeti na nov način premisliti. No, res pa je, da se duh pojavlja pod zelo različnimi pojmi v razmišljanju o tem, od razne oblike zavedanja, duše, tudi sam duh, mentalnost, smisel, vse mogoče najdete okoli tega. Zelo malo je pa res eksplicitnega pojmovanja ali pa razmišljanja o vsem tem. No, v svoji knjigi razvijam eno zamisel o duhu kot posebno obliko, jaz temu rečem, celostne potencialnosti. Ta potencialnost je značilna potem, da je sposobna samostojne, spontane aktualizacije. Da ni treba neka aktualizacija od zunaj, kakšnega čistega ali absolutnega duha ali boga ali česa, kakoli da bi se ta potencialnost aktualizirala, ampak že sama v sebi ima to moč oziroma pripravljenost na aktualizacijo. To je nekoliko podobno kot kvantni fiziki, ki se malo nastopijo ta kvantni vakuum oziroma temeljna kvantna potencialnost, še tudi sama lahko aktualizira, ni treba, da ima ravno opazovalca, da jo potegne v realnost. In po nekih dobeva kozmičnih, se je tudi naš svet začel kot spontana aktualizacija iz vakuumskega potenciala. Oziroma ne samo naš, tudi verjetno so še drugi možnosti, drugi svetovi, zato se danes veliko govori o sporednih svetovih, multisvetovih in tako naprej, kar je vse skozi, vsaj teoretično možno, res pa da nimamo empiričnih dokazov. Ampak kakorkoli že, ta pojem celostne potencialnosti je za mene osnovno, včasih ji rečem tudi duhovna potencialnost. Zakaj? Ker ima več ravni. Najnižja raven je raven latentnosti, potem sledi raven potenc, raven tendenc in raven aktualnosti. Raven latenc to so tiste, ne bom niti možnosti, ki so še pred možnostmi. Vse skupaj, zato je ravno latentno, to je vse spojeno v celoto in ni mogoče niti ločiti teh pripravljenosti, pa vendar da so prisotne. Povezane so med sabo nekaj takega, kot bi kvantni fizik rekel, superpozicija možnosti. Ne bi tega tudi drobno razpravljal, kdor pa če ne pozna sodobne fizike, se mu ni treba mučiti s tem. Skratka, to je neka prepletenost možnosti, kjer se te možnosti sploh še ne individualizirajo, ampak so prepletene ena v drugo, z eno v drugo. Potencialnost, potence, so pa že možnosti, ki so vsaj načeloma ločene, ki se da identificirati, ki imajo svoje verjetnosti za realizacijo. Tendence so že prehod v aktualizacijo, ki rezultat tega je, da se vsaj nekaj kakšna od teh tendenc tudi zares realizira oziroma aktualizira. Za mene je vse to na celoto. Seveda se je možno tudi, oni se tudi dogajajo, obratni procesi, od že dosežena aktualizacija nazaj v razne vrste potencialnosti, tja do latence. To se pozna tako, to primere tega imamo tako v atomski fiziki, v kozmični fiziki, kot sem sam raziskal tudi v življenjskih procesih in seveda v monetarnih procesih, duhovnih procesih v človeku. Skratka, tukaj gre za eno dinamično celoto, živo, ki se reče celostna ali tudi duhovna potencialnost. Torej ta duhovna potencialnost predstavlja nekak seme za razvoj duha v raznih manifestacijah, raznih oblikah. Zanimivo, ko sem preučeval tudi še moderno biologijo, razne pojme, koliko je različnih teorij, konceptov, ki to ne da bi tako imenovali, kot jaz rečem duhovna potencialnost, ampak so tudi druga imena, ampak točno to se nanašajo. Namreč življenje vse, od vsega začetka,
v sebi vsebujejo neko vrsto pripravljenost na razne možnosti. Ne samo pripravljenost, ampak tudi nekaj vrste percepcijo v raznih možnostih in raznolike odzive tega. Skratka, življenje živi v tej celostni potencialnosti. Ni samo objekt, ni samo predmet, ampak tudi vrste akter. To je po mojem osnovna definicija življenja. In se mi zdi dokaj jasno, da koliko življenje napreduje, koliko bolj evolucijsko napredovalo, toliko bolj se je tudi razvijala ta sposobnost za dojemanje sfere potencialnosti, za ustrezno odreagiranje in jasno, da so tudi aktualizacije potem vedno više, vedno bolj kompleksne. Najbolj kompleksne so seveda pri človeku, začne se pa že pravzaprav pri vseh tistih resnostnične, pri vseh tistih živih bitij, ki poznajo znakovnost. Ne samo preprost pritok informacije, poznajo tudi komunikacijo s pomočjo znakov. Ali bo to še čisto spontani znaki, na katere se reagira čisto po pogojnih refleksih, ampak vendar so tudi znaki, se pravi imajo nek svoj pomen za organizem. Ta pomenska sfera je že višja oblika duhovne potencialnosti. Pri človeku je seveda to še posebej visoko, kar je tam prisotno tudi zavestni odnos do znakov in s tem posredno tudi do same potencialnosti. Ljudje se zavedamo možnosti, različnih možnosti, in na to se odzivamo, ne samo pasivnih možnosti, ampak v teh možnosti smo sami aktivni, to pomeni tudi do tega zauzemamo svoj odnos, se pravi kot odnos do sebe, kot akterja in smo zato, da se čutimo tudi odgovorni. Tukaj se razvija logos in etos usporedno. Tukaj je začetek, recimo, človeškega duha, oziroma tisto, če je rečeno v Božjem pomenu, da se je tiskano, da ima duh v človeškem svetu. V svojem pojmovanju raznih oblik modusov človeškega duha sem se naslonil na več teoretskih okolišč, nisem jaz prvi, ki tako razmišljam. Poleg neizogibne Hegelove teoretične dediščine so se naslonili zlasti na Hartmannovo rekonceptualizacijo Hegelove teorije duha. To sem dopolnil še s Prsovimi, Dildermi, Kasirjevimi in drugimi teoretskimi uvidi v pojem objektivnega duha. Pojem objektivnega duha je Hegelova teoretska inovacija. Ne samo po mojem mnenju, tudi po mnenju drugih poznavalcev Hegela je to najpomembnejši Hegelov filozofski oziroma teoretski izum. Vse do Hegla je vsaj v evropskem svetu bil predvsem domena subjektivnosti, subjektnega. Hegel je prvi ljudje, da je duhu podelil svojo lastno objektivnost. Objektivno duh, to je tisti duh, ki je prisoten v človeški družbi, kulturi, v vseh teh oblikah. Hegel je potem imel še eno vrsto duha, ki mu reče absolutni duh, ki pomeni religijo, kulturo in filozofijo. Jaz imam to še zmeraj spet zadeti objektivnega duha v širšem smislu. Skratka, vseh teh konceptov jaz razvijam svojo razvijanje duha. Zdaj, da ne bom ševal, pridem na koncu. Sam menim, da je jedro bistvena značilnost človeškega duha v pozitivnem pomenu je tako zvana odnosnost. Se pravi, sposobnost se ljudje imamo odnos do odnosa. To ni samo zavest, ampak je odnos do odnosa, ki je emocionalen, zavesten, mentalni, vse načine. Ta odnos do odnosa je genetična sposobnost človeka. In zaradi tega imamo ljudje tudi take stvari, kot je etika. In konec koncev tudi to gnilo stvar, ki te zelo slišimo politika. Kajti ta odnosnost se lahko kaže v pozitivni obliki, afirmativni obliki človečnosti, lahko v destruktivni, samodestruktivni in zgodovini se oboje prepleta in več ne vemo, katera stvar bo ravno prevladala v prihodnje. Lahko se tudi zgodi, da bo končala katastrofi, tako pa da bomo to nekako presegli in svojo krivdo imam tudi za majhen prispevek k temu preseganju negativnih potencialnosti. No, zdaj bi bomo čekali.
Hvala, Andrej. Zdaj, jaz predlagam, to je bil pač nek lep uvod s svoje strani, predlagam, da se v nadaljevanju tega večera, vsaj, kar se mene tiče, bodo dosti konkretna vprašanja, verjetno, torej konkretna filozofija, težko govorimo o neki empirični konkretnosti, ampak v bistvu precizna vprašanja in verjetno tudi strani kolegice Olge. In bi te prosil, če lahko potem tudi, da ne gremo v predolge odgovore, ker pač tu je nek dogodek, vse knjigo samo bomo brali, smo jo nekateri že, ga bomo naprej. Torej, jaz bi začel čisto z enim zelo formalnim vprašanjem, ki potem bo nadaljevala s prvim vsebinskim bolj vprašanjem kolegica Olga. Torej, moje vprašanje glede na naslov bi se glasilo naslednje. Ta naslov o naravi duha, a je prav in smiselno, da razumemo, saj jaz tako razumem ta naslov v dveh pomenih. Prvi pomen je to o vprašanje narava kot natura, kot esencija, kot bistvo. Kaj je zdaj bistvo duha? Zdaj, to je seveda eno zelo zapleteno vprašanje in to odgovarjaš skozi celo knjigo, skušaš na to odgovoriti. V drugem smislu je pa to vprašanje, saj je pa ta naslov, saj jaz ga tako razumem, kaže že na neko temeljno intenco te knjige, da vzpostavljaš in tematiziraš nek odnos med duhom in naravo. A je to točno tako razumevanje? Je. Ja. Pa ne samo to. Zadnji je skrit še en neizrečni del tega naslova. Neizrečni del je pa drugi del o naravi duha in o duhu narave. Torej, v bistvu gre za oboje, s tem, da je ta duh narave je neizrečen, ampak je to tudi konec koncu neizrekljiv, dejansko del tega, kar se pravzaprav je smisel. Torej, nekako bi temu rekel naturalizem, spiritualizem. Dobro, zanimivo, da ta termin najdemo pri Marxu. Samo na enem mestu se me zasledilo, da ko Marx svoj lastni nazor nekje pravi, kot naturalist, spiritualist in tako dalje. Znaš, se mi zdi zelo nenarodno, res in moram reči, jaz sem tudi naturalist, spiritualist, kar se tega tiče. Torej, ne delam neke dualnosti med naravo in duhom, po eni strani ima duh, naravo in po drugi strani ima naravo duha. To je nekoliko podoben je že Schelling bil, čeprav je on pač bil zašpekuliral neko svojo transcendentalnost, pri meni ne gre tako v to smer, ampak vendarle je nekaj podobnega. Kdo bi mogoče celo rekel, kakšno Spinoza potegnil, nimam več proti, tudi proti tej verziji, še bolj so seveda razne azijske variante nihilizma, ki jih je cel celost, kateri tudi pišem v svoji knjigi. Hvala za enkrat. Torej, ta naslov, če naj povzamem, zajema tri elemente. Eno je to narava duha kot bistvo, kaj je duh, drugo povezava med naravo in duhom in tretje je tudi ta obratno, se pravi, ta nedualnost narave. Zdaj pa prosim kolegico Olgo, da postavi naslednjo istočnico ali vprašanje. Jaz bom začela na tem področju, kjer sem največ delala, ki sem tudi bila z Andrejem precej diskusij. Tako da tam daš naslov en glavni zavest in duh, trije gradniki subjektivnosti in osebnega duha. In potem greš, to najprej zavest, pa potem pa območje duha. In potem v bistvu zgradiš en tak, se mi zdi, to, kar si prej rekel, kako bi pač od spodaj zgradil duha s stvarno fiziko. Zdaj, tukaj je kar nekaj vprašanj, pa ne bom preveč, in mogoče čisto za začetek pri zavesti zanimivo ti praviš, da imaš pač ta, to je ta prva zadeva, osnovna, in imaš ta doživljajski vidik zavesti kot nekako osnovni. In potem pa seveda še predmetni vsebinski, pa samo zavedanje. Zdaj me tukaj zanima, ker potem kasneje, ko govoriš o Bejsnu, ki se mi zdi, da imaš kot enega avtorja, ki ti nekako pomaga razviti, kako pridemo do te duhovne značilnosti, kako pridemo do sistema z duhovnimi značilnosti.
Ampak bejcem popraviš, aha, ja, ja, pardon, ja, bejcem, Niso slišali. ja, pardon, bejcem popraviš pa zanika, oziroma nima tega doživljajskega duha vidika. Pa me zdaj zanima, če ti praviš, da je to osnovni, ne? Tukaj lahko je pod vprašanje, ali se drugi lahko nekako reducirajo na njega, kakšna je relacija. In kako potem vidiš, če bejcem pravi, da je to v bistvu neki fenomen, ne? Kako potem ti to dvoje skupaj daš, kako to gradiš? Bejcema sem jaz kar prebiral nekaj, pa sem določene mere kar navdušen, oziroma mi je zelo blizu, po domače povedano. Ampak nekaj, kar mi je malo motilo vedno pri bejcu, on je zožil, oziroma vse skupaj stel na pojem informacije kot razlika, ki dela razliko. Meni se zdi, da je to sicer je informacija, ampak ni dovolj za tisto, kar je informacija v življenjskem svetu, v svetu življenja. Tudi on čuti, ampak ne zna dobro povedati, kje bi ta razlika bila. In mislim, da tukaj manjka tisto, čemu se reče semioza, se pravi ne samo informacija kot razlika, ki dela razliko, ampak informacija, katere nosilci so znaki. Znaki, ki imajo svoj pomen, no, če so pa znaki, morajo imeti pod svojega interpretanta. Ta teza o tem, da je znak trojni odnos, odnos do predmeta ob pomoči interpretanta, je Charles Sanders Peirce razvil v drugi polovici 19. stoletja. Meni se zdi, da je treba pojem informacije nujno dopolniti z semiozo, nisem edini, ki tako mislim. Če hočemo se približati življenju in pojmu duha, tako da jaz na nek način vidim Bejcovo teorijo s tem, da ne izhajam iz informacije kot ona, ampak iz semioze. Katere element je tudi informacija, seveda, ampak ni samo to. No, tako, pa gre zelo na grobo, več, če boste knjigo brali. Skratka, tukaj je, potem se vidi, naveže tukaj še Wittgenstein, pa se marsikaj se tukaj pričara, ampak tukaj nekak je osnovo. Skratka, sem bejcenovsko, kar se da, a hkrati je to nezadostno in Bejcen se je sam vedno čutil nekaj ni bil sam zadovoljen. In je njegov nauk, če lahko rečem, je na nek način ostal nedovršen, prav zaradi tega, ker je on bil prezgodnji. Ko je on svoje teorije pisal, še ni bilo, da prsu se je bolj malo videlo, semiotikov še ni bilo. Se pravi, bila je samo teorija informacije, pa teorija sistemov, to je bilo, kibernetika. In on si na to naslonil razumel. In to je bil že napredek, to je bil nekaj novega. In ta njegova definicija informacije je razlika, ki dela razliko, je genialna, to je res. Ampak je samo en korak, ni pa še cel korak. To sem pa res mislil, da ta višji korak, da so pa drugi naredili, ne samo jaz. Se temu pridružujem. To se mi zdi super, ker se mi zdi, mogoče samo še to vprašanje, ta razlika doživljajski vidik, pa predvsem vsebinski vidik. Kako ti to gledaš, ker to so velike razprave. Giselder je rekel, imamo dve intuicije, ena je ta, kaj se izdela, ena pa kaj se izdi. Vsi so vedno eno postavili, pa drugo nekako poskušali iz nje izpeljevati ali pa reducirati eno na drugo, treba je obe vzeti. Ampak ti pa tukaj tudi praviš, doživljajski vidik je osnovni. Zakaj? Doživljajski vidik kot tist, na katerega se opre, oziroma drugo se obirata, trci mora se sem doživljajska perspektiva nekega bitja in samo doživljanje. Doživljajska perspektiva je neke meste nekih osrediščenost, to je že ima pretirano rest, ampak umeščenost v svet, v nek prostor, območje sveta, iz katerega bitje izhaja. In ta del, ta umeščenost je ena stvar, ampak ne more biti samo to, mora imeti nekaj, kjer se to materializira in to je doživljanje. Tako mislim, da vsaj malo bolj kompleksna živa bitja, mogoče tam nekje pri mnogoceličnih, morda pa že celo pri enoceličnih bitjih, ne vemo, se je že začela odpirati ta višja oblika percepcije, ki ima tudi doživljajskost. Vsekako še pred so se razvili možgani, še pred se je razvil kompletni živčni sistem.
može bitja, ki kažejo znake neke doživljajske perspektivičnosti. Se pravi, in to se mi zdi, da je zelo bistvena podlaga za to duhovno potencialno življenje. Ne? Tako zelo na kratko povedal. Zdaj, ampak ta doživljajskost ni predmetna. Predmetna zavest, tako zvana intencionalna zavest, je že naslednja višja stopnja zavesti. Ta doživljajskost je nekaj, kar Angleži imajo izraz awareness, ki ga mi ne znamo prevesti, ker je smerno izraza. Tudi Nemci imajo tudi sam prevzor zdaj, pa vem, kako imajo Francozi. Ampak skratka, to je neka elementarna oblika zavesti, ki je zgolj doživljanje. Ni zgolj doživljanje nečesa, ampak doživljanje na nek način. Andrej, ja, jaz moram kot koordinator te diskusije nekako se bojim, da ne bi preveč zašli v recimo k posameznim drevesom, da ne bi preveč videli gozda. Vse moramo nekako gledati zdaj v bolj celoto, tudi te knjige, ki jo danes predstavljamo. Zato bi jaz postavil eno mogoče tako za filozofa celo preveč enostavno, mogoče ampak direktno vprašanje, ki se tiče pač ravno metodologije, celotne metodologije te knjige, ker tako, jaz sem jo bral to knjigo kot poskus, kot en zelo velik poskus, zelo na nek način gigantski poskus, dati neko naravno bazo duhu. A je to tako? Je. Dobro, zdaj to moje vprašanje je pa to, ne? Zakaj pravzaprav ne moreš sprejeti tega, kar jaz pravzaprav osebno sprejemam, da je duh pravzaprav neka primarna realnost, ki jo ni treba razlagati iz narave, ki je tako neposredno razvidna, tako, pa ne mislim samo v ožjem smislu za fenomenologijo, ampak tudi na vsezadnje omenil si Hegla, ne? Hegel, temeljna ontološka baza njegova je absolutni duh, čeprav se razvije v tem dialektičnem procesu na koncu. Ne? Da ne govorimo o platonizmu in tako naprej. Ne? Zdaj, duha definirate zelo težko, ampak po drugi strani to notranje izkustvo duha je pa zelo močno. Ne? Zdaj, misliš, da je vsekakor treba, torej, strinjam se s tabo, da je treba vzpostavljati mostove med duhom in naravo, ne? Ampak a je treba duha razlagati z naravo? Ja, vse ne gre za razlago, gre za osvetljevanje njune sopripadnosti. Jaz mislim, da duh samo takoj navide samo iz samega sebe. Ne da ni dovolj, ampak zavaja. Jaz mislim, da je v kakšnem smislu? Zato, ker zavaja dualizem med seboj in vsem ostalim. In naj bo to v evropski filozofiji, ali pa tudi nekateri azijskih, ki imamo tudi verzije dualistične, čeprav so bolj močne kot v Evropi, pa vendarle. Meni se zdi, da je veliko bolj plodno ostati pri teh nedualnostih. Ne? In recimo, zato sem tako tudi v poglavju o novoplatonizmu, niti ni poglavje, segment je tako poudarjal tisto kasnejše novoplatone, ki so na nov način odkrivali pomen platonske hore, nekakšne platonske pramaterije. Ampak ki so bolj dualistični od Plotina. Ja, pa niso, ker so nas končni, recimo Jambih, jaz sem pa sam. Proklos. Ne. Porfirij. Ne. Damaskius. Ona dva sta prišla tega, da je pravzaprav hora pa eno, pravzaprav sta dva izraza istina. Ampak o tem ne moramo govoriti pojmovno ali besedno, ampak samo teorično. Ja, ampak zdaj, da se ne bomo preveč zbili, detalji so pomembni, ampak vprašanje je to, ne? Velik del sodobne tako imenovane filozofije duha, filozofije of mind, tle bo potem nadaljevala na to temo, mogoče, če bo želela. Velik del te filozofije duha, zdaj, mind je seveda, se prevaja nekako kot duh, ampak
angleški mind, sodobni vemo, da ni isto kot nemški geist in tako naprej. Zdaj, ta filozofija duha večinoma skuša razložiti duha od spodaj navzgor. Tako kot ti nekje, recimo, tudi razlagaš, da je treba zgraditi to teorijo. Zdaj, kaj je tisto spodaj? A ni tisto, kar je spodaj, se pravi ta narava, še toliko bolj nerazumljivo kot duh sam, v tej neposrednosti? To je zdaj tle vprašanje, ali je duha treba razlagati iz narave, ali ne. Ne rečem, da je treba naravo iz duha, ampak mislim, v glavnem se dogaja to, da se duh razlaga iz narave, vsaj v 20. pa tudi v našem stoletju. Jasno, da evolucijsko, če gledamo evolucijsko, da to drži, se pravi, evolucija živih biti kaže na to, da se pač to, kar mogoče bi ti rekel lahko subjektivni duh, da se postopoma pač razvije z razvojem živih biti iz nekega naravnega stanja. Ampak ali to že pomeni, da duh kot tak, če rečemo, da je duh pač nek naravni fenomen? Še zmeri mislim, sam pojem narave je, kar ti rečeš, je preprosto preozek. Zato sem prej nisem slučajno rekel, da če nekdo misli, da je podobno Spinoza, ja. Recimo Spinozov pojem narave je seveda kot veliko višji, on je kar izenačil z Bogom. No, jaz sem na nek način temu blizu, čeprav jaz ne teologiziram duha, ali sem ni nujno, oziroma vsaj ni to nujna konsekvenca mojega mišljenja. Ampak v zadnjih poglavjih svoje knjige, ki govorimo o tako imenih kozmičnih dimenzijah duha, nakažem tudi možnost, oziroma teorije, koncepte, ki kažejo na to, da je celovitost narave podana v nečem, čemu rečemo duhovnemu substratu stvarnosti, ker je na različne načine koncipiran, glavno zelo veliko pomoči tudi kvantne fizike in teh stvari, ampak različni pristopi. To je bila osnovna ideja, ki je v bistvu zelo sorodna tej Spinozovi ideji, natura je narava je duh. In tam, dopuščam tudi to možnost. Sem rekel, da to je res, to jaz o tem poročam, mi je tudi simpatično, ne bom pa rekel, da je to trdna teorija. Skratka, zato sem se pa raje ustavil v temu, ko opazujem razvoj duha v naravi postopno. Tukaj se še kaj na trdih tleh, če pa grem te kozmične in suprakozmične, se pa nekako začne zadeva zgubljati in tam seveda je veliko odvisno tudi od osebnega okusa, kaj ti je kaj všeč, kaj ti je bolj všeč. Olga, a bi ti na to lahko navezala? Da, Kaj drugega? To je stalno vprašanje, ki smo ga tolikrat že tudi vrteli, kam se postavljaš na izhodišče, pa kaj potem naprej izpolnjuješ. Ker si že Marko omenil to filozofijo duha, pa kognitivne znanosti, imaš naprej nekje v knjigi tudi pač kritiko tega, češ, da v bistvu gleda res samo tisto, kar bi rekla, kar pač zanima psihologe, prav kaj so kognitivni procesi, pa se vsi pač bolj na mind osredotočamo, ampak da s tem tle nekaj umanjka. In jaz se to strinjam. Jaz mislim, da je pač tukaj treba gledati na to, da je pač šel razvoj v eno smer, in na eni točki se bi rekli, pa poglejmo, kaj individuum lahko naredi, oziroma kako bi lahko pri individuumu gledali te stvari, kaj so naše orodje, s katerimi lahko raziskujemo. Kar se mi zdi bolj zanimivo je, da greš pač naprej in da poudariš to družbeno naravo objektivnega duha, kot praviš. Tako da mogoče, če zdaj kakšno rečemo o tem, če zamimo to veliko vprašanje, duh, pa narava, pa kam, ampak če spremljamo, meni je simpatična ta teza, da pač gradimo duha, mislim, da gradimo iz narave, pač pa vidimo pogled, ampak da v bistvu pa tle nekaj zmanjka, če ostanemo, če ne upeljamo te družbene in te subjektivne note. Tako da mogoče, če kaj o tem poveš. To se mi zdi, da je zelo bistveno v tvoji. Zelo bistveno, to je res zelo bistveno. Tukaj nadaljujem seveda s tem, kar je po svoje že Hegel začel s svojim konceptom objektivnega duha.
In potem so velika množica, pa spet njihov, nekateri pomembni filozofi in teoretiki, zlasti v 19. stoletju, pa začetku 20. stoletja, to so bili novokantovski in fenomenologi in hermeneutiki, so oživeli hegelijanski pojem objektivnega duha in ga na nov način povlekli skozi razne diskusije. Z glavnim je bil Nikolaj Hartmann, pa Dilthey, delno tudi Cassirer. In to se mi je tudi meni zdelo, ko sem to bral, je tako kar malo odkritje, o tem prej nisem vedel. Ko sem to Hartmannovo knjigo prebral, je bila malo razsvetljena. On je iz Hegla potegnil ven kot najbolj plodovit in zanimiv pojem, ki je vreden nadaljnje raziskave, njegov pojem objektivnega duha, ki pa je treba dalje razviti. In to se mi je absolutno vredna zadeva. In tudi sam temu sledil, proti nekaterim osnovnim idejam, ki jih je imel Hartmann, pa še torej drugim. S tem, da se bo hitro videl povezavo še seveda Purcell, semiotiko, to tudi mislim edin, ki je to gotovo. In pa kasneje, to pa seveda moja tema, Wittgenstein, pozni Wittgenstein v tem primeru, njegova teorija pač sledenja, učenja sledenja pravil kot skupnostno učenje, kot skupno obvladanje in potem tudi razumevanja pravil in s tem jezika in cele kulture. Jaz mislim, da je pri Wittgensteinu implicitno prisoten, ali pa celo latentno prisoten koncept objektivnega duha Wittgensteinske, ki sem ga v svoji knjigi poskušal malo bolj potegniti. Ob pomoči tudi drugih. Skratka, nekako to sem izpostavil ta pojem objektivnega duha. Moja ideja je, da je, če ga začnemo govoriti od spodaj, je ta osnovna oblika objektivnega duha je objektivni duh življenjskih situacij, pa socialnih situacij, v kateri se znajdemo. Kajti zda obvladamo, da sploh razumemo socialno situacijo, da se v njej znajdemo, moramo razumeti, moramo biti dojemljivi za tisti splet latenc in potenc, ki so not prisotne. Skritih pravil, vodil, ki jih moramo že prej na nek način imeti v sebi, da sploh znamo, čeprav ne vemo znati. Se ne da eksplicitno videti, ampak implicitno vemo. Mi implicitno vemo in znamo, imamo znanje, ki je propozicionalno in znanje, ki ni propozicionalno, ki je znanje samo sposobnosti. In imamo še znanje, ki je samo tako malo pokazno znanje, ki razumemo samo, če nam nekdo nekaj pokaže, to je to, pa vemo, kaj je to. Te tri oblike znanja imajo vse svoje lahko implicitno, latentno obliko, potencialno ali pa manifestno. In v socialni situaciji, v kateri se znajdemo, življenjski, je prisotna ena elementarna oblika tega rekel, duhovne potencialnosti, v katero morajo vsi člani si deliti, prst pravi temu skupnik, commons, se mi zdi zelo beseda. Torej, nek commons mora biti, ki ni ekspliciran in se ga to nikoli ne da, celega eksplicirati, vendar je prisoten, zato da sploh eno socialno situacijo vlada. Zato se objektivnega duha ne da reducirati na konjunkcijo subjektivnih zmožnosti, pa subjektivnih duhov. A lahko tle eno med vprašanje? Ja. A ti misliš, da je objektivni duh sploh možno o njem govoriti, oziroma je možen brez kakršnekoli subjektivitete? Ne, to pa je itak pravilno. Ja. Sej ni, ampak subjektiviteta presega. Brez njih ni možen, ampak je pa več kot vsota vseh subjektivitet. No, to je Hegel pravzaprav že začel, in se mi zdi to pa res pomembna zadeva. Ja, če skušam malo dinamizirati namenoma, tudi deloma polemično, ker se mi zdi, da to filozofije je nujno. Zdaj, glede Hegla, mogoče, če se vrnemo k Heglu, objektivnemu duhu, zdaj ti si rekel, da objektivni duh se pravzaprav vzpostavi s Heglom, jaz se tle ne bi čisto strinjal. Seveda, v tej obliki, kot Hegel razume objektivni duh, to ja, se pravi zgodovina, kultura in tako naprej, jezik, to drži.
Ampak v starem platonizmu je objektivni duh pravzaprav kozmični logos, ne? Ki se pravi, da to ni nekaj, kar bi bilo samo novoveška stvar, ne? Zdaj, ta objektivni duh, ne? Zdaj, moje vprašanje, tle bi bilo večjih je, ne? Ampak eno je mogoče, kjer sem tudi malo tako zastrigel z ušesi, si omenil to, da ne greš v teologizacijo, teologiziranje duha, ne? Zdaj, kaj to pravzaprav sploh pomeni? Zdaj, ali je konkretno pri Hegelu? Ali je Hegel teologiziral duh ali ni? Je. Po tvojem je? Je. Ok. Kaj pa Hartmann? Ne. Ta Hartmann pa ne. No, se pravi, tukaj zdaj je verjetno nek razlog, zakaj je smiselno iti naprej od Hegla k Hartmannu, ne? To mogoče malo o tem, zato ker na vse zadnje, Heglova senca je zelo dolga in velika in tudi v naših filozofskih krogih, ne, je to novo heglovstvo, na nek način lahko mu rečemo novo heglovstvo, mlado heglovstvo, ne, v raznih povezavah z teoretsko psihoanalizo in tako naprej, je zelo močno prisotno. Se pravi, zakaj ne ostati pri Heglu, zakaj iti od Hegla k Hartmannu? Prav si že sam nakazal, zakaj. Ker Hegel je pač šel v metafiziko, oziroma celo teologijo duha. Za kakšne razloge imajo so bili dobri, slabi in tudi ne bi te govoril, to je neskončna razprava, vsekakor je to dejstvo. In to je mnoge motilo, tudi mnoge novo Heglovce, ki so poslušali mlado Heglovce. To je dejansko nekaj, kar je, kako bi rekel, štrlelo ven iz siceršnje njegove dialektike. Zato ni bilo neke imanentne nuje prisotne, ne. To je bila bolj ta Heglova pač, ne vem, metafizična narava, rečemo, kaj je temu gnala. In Hartmann je kar približno tretjino svoje knjige posvetil Heglu oziroma kritike Heglovega pojmovanja duha in zakaj je treba začeti z pojmom objektivnega duha in iz tega preiti na subjektivnega duha in potem še na objektiviziranega duha, zakaj so te tri oblike glavne in zakaj tisto, kar Hegel pravi, da je absolutni duh, je pravzaprav posebna oblika objektivnega duha. No, jaz sem to prebiral dosti, pa ne sem njega podobno tezo imel praktično sočasno tudi Dilthey, Cassirer. Skratka, to je bila neka smer, najbolj so bili še nekateri drugi, ki se mi je zdela, da je zanimiva, pozabljena, ki pa je zelo, po mojem, pomembna in jo je vredno uživeti, ali pa vsaj spomniti na njo. To je bila pravzaprav moj prvi impuls, zakaj. No, tukaj je še en zanimiv filozof, ga moramo omeniti, Freyer, kako mu je že ime, jaz sem že pozabil, ki je Nemec, ki je tudi pisal knjigo o objektivnem duhu, knjižico. V 20 letih, malo po prvi svetovni vojni, 23 leta. Zanimiva knjiga, mislim, da je počasovno celo pred Hartmannovo, ki ima podobno idejo. Tudi iz Hegla potegnemo pojem objektivnega duha, ga osvobodimo nepotrebne metafizike in teologije. In tudi je že to bil. Sam medklic pa Olga nadaljevala, ampak to mene zbode, nepotrebna metafizika in teologija. Kaj to pravzaprav je? Ne? Zdaj, recimo praviš, da pač je pri Heglu prisoten ta teologizacija duha. Ne? Zdaj, jaz bi šel nazaj, ne? A je prisotna teologizacija duha recimo pri Heraklitu, ki govori o logosu ali pa seveda o platonizmu. Jaz mislim, da to je zelo odvisno od tega, kako človek razume teos, kako razume božanstvo. Zdaj, če prevladuje neko krščansko razumevanje logosa, teistično iz Janezovega evangelija, potem se o tem lahko na tak način govori. Sicer je pa objektivni duh v vsakem primeru je nekaj božanskega. Vsaj jaz to tako vidim. Se pravi, nekaj presežnega, nekaj, kar presega tako mene kot neko konkretno imanenco. Tako da tukaj smo malo na spolskem terenu zdaj, se mi zdi, glede tega, če rečemo, ja, odrecimo se vse teologizacije duha, kako to naredimo? Ker tudi, zdaj, če povežemo to z vzhodnimi pač duhovnostmi, ki so tebi zelo blizu, mogoče, da ja.
Ja, se strinjam. Zato sem pa jaz tudi kar nekaj strani posvetil tudi vzhodnim, ker je tam seveda imajo en posvečen pojem duha, kako bi rekel božanski, ki ni teistične vrste, nam običajne vrste. En dao, ni ena teistika, v našem pomenu, čeprav je božanski. Tam imamo pojem božanskosti, ki je širši, kot je naš običajni pojem Boga. Ja, in tisto, to sem na par mestih rekel, da tega ne izključujem. Nisem rekel, da to moja koncepcija implicira, to jo pa dopušča. In tudi na koncu, ko sem šel tako kozmične perspektive duha, ki seveda vsaka na svoj način poskuša, je to božanskost duha nekako noter pripeljati, ne da bi bila teistična, to so mi na načeloma simpatični. Je pa res, da je, tukaj jaz sam ločem med daemoničnim in demoničnim. Daemonično je to božansko v širšem smislu, ki je navdihujoče. Demonično je pa tisto, ki je oglasno, ki ukazuje, ki po možnosti razdela svet in ga naredi. Po domač povem tudi naredi iz nič. Ta duh kot moč, absolutna moč, to mi ni blizu, po domače povedano. Ampak duh kot božanskost, ki navduhuje, ja, to pa mi je blizu. Samo je to nedojemljivo, to je nekaj, kar na nekem mestu v svoji knjigi pravim, da so to tiste stvari, ki se ne dajo več povedati, jaz sem samo 3 fraze navedel. Da bo bral, bo videl, kje je. Vse fraze so negramatične. Ena je ti sem, druga je dh, ne duh, ne dah, ne doh, ampak vse skupaj pa nobeno, dh, in tretjo je ljub, niti ljub, niti ljubi, niti ljubezen, ampak ljub. Vsi so samo segmenti nečesa in vsi kažejo na nekaj, jaz mislim skupnega, ampak ne kažejo v intencionalnem smislu, ampak v duhovnem smislu. Ja, to je tisto božanskost, mislim. Ampak to božansko se ne da in tudi ne more upredmetiti. In kad sicer takoj pridemo v ideologijo, ortodoksijo in vse do današnje gaze, končni produkt tega, to pa res ne morem temu prispevati karkoli, niti atoma. Olga. Ja, Lena, bomo še Ja, kakšno besedo mogoče. Daj še ti, no, pa potem jaz sem tudi že razmišljal v S7, tako da ste še kdo pač javili. Mogoče bi jaz pol zaključila, malo bi še tak, meni se zdi, da je zelo pomembno tudi še en aspekt pa razlikovanja aktualnosti in potencialnosti, ker se tako en način navežeš na Aristotela. In v bistvu bi te vprašala, tam imaš tudi en del, ki se meni trenutno, nisem se nekaj s tem ukvarjala o problemu svobodne volje, možnosti svobode, aktualnost, potencialnost, determinizem, kjer se mi zdi, da imaš kar zelo zanimive ideje. Hkrati pa v bistvu, tako da če malo kaj o tem lahko poveš, hkrati se mi zdi pa fino, na en način zanimivo, ker si pa rekel, v bistvu pa ta vprašanje svobodne volje tako ne moreš se praviti, ampak da imaš nek praktičen odgovor na to. Ja, to je bil tisto praktični odgovor. Tako da mogoče če kaj o tem. To je bil Wittgensteinski odgovor, ki pravi, da je odvisen od tega, kakšna je tvoja naravnanost, ko se znajdeš v situaciji. Če se znajdeš v situaciji, za katero se čutiš odgovornega, ali pa kjer je minimalna zavest odgovornosti, potem je avtomatsko imaš problem svobode. Moraš biti tudi svoboden. Če pa se čutiš signan od nečesa, čisto vse eno, od biologije, od situacije, česa, pa lahko pristaneš na to, da ni nobena svoboda, si preprosto gnan k nečemu. Vse možne so tudi seveda povezavne do obema. Začneš s tem, da si gnan, pa se pa nenadoma začutiš odgovornega za vse. To je tako kot zdravnik, recimo moj primer je zdravnik, ki je prisoten pri operaciji, ki se ne posreči, pacient umre, nič ni bil kriv za to, kljub vsemu vse je bilo tako prignano do tega, moramo se čuti neznansko odgovornega. Čim se čuti odgovornega, ima svoboda, pa čeprav ni krivde.
To je ta paradoksna oblika, ne, svobode, ki je, ja, bojim se, da pri mnogih zdravnikih žal jo razmankuje, ne. Ampak je pa ne. Mogoče še eno čist dokaj konkretno vprašanje, ki mogoče potem nadaljujemo tudi v diskusiji glede logike. Oba sva pa že začela pravzaprav to filozofsko pot in tudi nadaljevala z logiko. Zdaj, katera logika je, recimo, pri tej tematizaciji duha, ne, ki jo razvijaš v svoji knjigi, to gotovo verjetno ni čista neka binarna, mislim, klasična logika, ne. Zdaj, doskrat omenjaš Hegla, se pravi, ali je to Heglova, ta tročlena dialektična logika, ali je Nagarjunova tetralema, kaj je recimo pravzaprav tisto, kar bi ti bilo najbolj blizu? Je bolj Nagarjunina, pravzaprav na koncu nekaj omenil, ne, na začetku že omenil Spencer Browna, enega logika, ki je meni zelo blizu, ne. Menga je približal moj nemški kolega Matthias Varga von Kibet, ne. No, potem sem enkrat srečal s Spencerom Brownom, pa sem zelo dobro razgledal, zelo velik možak, to ne več. No, tista logika, koliko on začne s klasične logike ven. Potem jo pa razširil nekaj, kako bi rekel, da je Wittgensteinsko neizrekljivo. Ne, da bi bila to neka več vrednostna logika, ampak več smiselna logika. V tem smislu, da gre skozi loviti isto peto pozicijo in niti to ne. Ta tetralema je, ni res, da je A, ni res, da ni A, ni res, da je A in ni A, ni res, da je niti A, niti ne A, pa niti to ne. No, Spencer Brown logika je na tem, niti to ne in da tudi meni blizu. Ne da si jo formalizirati, je pa še tako prisotno. Štir vrednostno logiko lahko. Štir, ja, pa ta je pa še peta. Ja. Ta je pa še tista, ki je transcendentalna vse skupaj. No, mogoče, če malo pritegnem, če gremo malo širše, tukaj je kolega Danilo, ki je pač eno od naših najboljših logikov v Sloveniji, a bi mogoče ti nadaljeval, pa da temo, nekaj bom vprašal res za to, mogoče malo pa zvočnik, zato, ker se snemamo, pa da bo mogoče malo zunaj teh velikih tem. Ta začetek mi pritegnil, ker to je mene včasih zanimalo, to je ta zelo bogata aristotelijanska ontologija, potence, latence, tendence, dinamika in tako naprej. Hkrati pa ve, da pa si, kar se pa logike tiče, če smo ravno pri tem, ti običajno zelo asketski, ne maraš modalne logike, vse bi nekako zvedel na sintakso, nobene modalne vsebine. Samo zanimivo je, kako gre to skupaj, ker je Marko ravno izval. Veš kako, z eno besedo, spoštuje modalnost in z razne verzije modalnosti, ampak nobena modalna logika tega ni adekvatna, ni ti blizu. Žal je problem v temu, ker modalne logike se poskušajo prikazati kot neke absolutnosti, vsaka za sebe nek svoj svet. Vsaka misli, da zagrabi vse. Medtem ko so vse modalnosti, že same po sebi, so kontekstualne. So modalnosti znotraj nekega konteksta, znotraj neke situacije, znotraj nekega okvira. In se pravi, mora biti tudi logika vedno kontekstualna. Ampak do zdaj jaz ne poznam izdelanih logik, ki bi to kontekstualnost logike resno upoštevali. Smo v samem logični sprejami. To ne vem, tudi ko sem prej govorila, gremo v pristem, glavna pomanjkljivost je tako on, tudi na tisto petero členo na to ima logiko, ampak to je spet nek absolutni sistem, na nek način spet, ampak jasno, da je kontekstualna. Ne, pa kako ta kontekstualnost gleda noter, to pa, o tem pa ne razmišljajo, ni not prisotno. No, to je zelo kratko dovolj, zelo kompleksen problem. Če se navežem na to, ne, pa na to tvoje razumevanje potencialnosti, latentnosti, ne, potem teh nagnjenj in tako naprej. Ne. Se ti ne zdi, da recimo tista prvotna, dokaj pravzaprav bila vsem jasna distinkcija aristotelska med možnostjo in dejanskostjo, ne, da se s tem, ko daš vmes te razne latence in tako naprej, da se s tem pravzaprav odpira pot
neke vrste, ne samo logičnemu, ampak tudi metafizičnemu, metafizični neki neskončni, oziroma regresus ad infinituma, da v bistvu potem lahko daš spet neko umestno, načelno zvezi to, ta izkušnja modalnih logik kaže na to, da drži. To je bom naredil tudi, če ga navajam. Bom, na nek način ga porazumem. Bom je rekel, ja, seveda, za to prvotno običajno kvantno latentnost je še spet globja ravno, ki je super latentnost, to gre lahko infinitnost. Ampak bomo pa on ideje ravno, ko gre navzgor, tudi aktualnosti gre. Ampak kako jo ti zabremzaš? Že on pravi, domnevam, da je vse skupaj neskočen krog, se nekje stakne, nekje to sprejema. Nekje se krog aktualnosti, pa krog latentnosti, oziroma potencialnosti navzdol, pa navzgor srečata. Kakorkoli, zakrožita celota. Mislim, da to je ideja, ki je dosti zanimiva. Mislim, jo na nek način sprejemanje da se jo dokazati, saj zaenkrat ne, je pa zanimiva za nekakšno mišljenje. Mišljenje, ki ga ne moreš formalizirati na nek eksplicitni način, ampak se ga pa da ujeti. Izvolite, če bo še kdo se oglasil, profesor Kante. Imam nekaj komentarjev, par vprašanj. Ena stvar je, da recimo tak pojem, ki se mi zdi, da zelo dobro prikazuje ta tvoj odnos med naravo in duhom, da je otelesen duh. Telesen duh, da je tukaj ta stik pokazan, čeprav mogoče nekateri bi raje rekli utelešen, ampak mislim, da je utelesen, da je mogoče boljši, ker utelešen pomeni pol, da se je utelesilo, tako kot poznamo to iz Svetega pisma. In druga stvar, ki me zanima, je ta tvoja metoda, po kateri si deloval, ker si na začetku si rekel, da treba vse pozabiti, biti prazen, brez določil in tako naprej. Me malo spominja na fenomenologijo, s tem, da fenomenologija gre samo na to, da odpiše zunanji svet, pravi, zunanji svet damo v oklepaj, zdaj pa ti se mi zdi, da začetka tudi ta notranji svet daš v oklepaj in imaš to pa poglejmo, kako prihaja, kaj prihaja, da je to ena taka fenomenologija notranjega doživljanja. Mislim, čeprav doživljanje je dobro, doživljanje je spet, ker si ti rekel, da poznamo ta nivo doživljanja, ki nikje ni intencionalno, pa je kljub temu, če sem te prav razumel zavestno, mnogi se s tem ne bi strinjali, ker bi rekli, če je nekaj zavestno, in tako doživljanje verjetno je, potem moram nujno imeti predmet in mora biti intencionalno, torej to ni zavestno dejanje. Ampak, kot sem rekel, da se mi zdi, se da postaviti neke paralele, vzporednice med fenomenološko metodo in tem tvojim pristopom, ki si ga tukaj pokazal. Potem je pa še me zanima odnos med duhom in zavestjo. Čeprav tam nisem, zdaj sem nekaj pogledal, ker prej jaz tega tvojega dela nisem bral, sem pa zdaj videl Batesona, ki omenjaš ravno, si tudi prej pogovor omenil, kaj je on izpustil. Ampak iz tistega, kar si tukaj napisal, izhaja, da ta odnos med, da lahko obstaja duh brez zavesti, da zavest ni nujen pogoj za duha. Pa mogoče še en komentar, ki sem ga prej pozabil, tistole, ta praznina in to, me je malo spominjalo na Majnoga, oziroma na Musila, ki je bil Majnov učenec in je napisal knjigo Mann ohne Eigenschaften. In
in je sicer Janez Gradišnik to prevedel kot človek brez posebnosti, ampak ker je bil Musti filozof, tam so govorili o lastnostih, tako da je bilo boljši prevod, bi bil človek brez lastnosti in sem se nas spomnil, to je tvoje izhodišče. Hvala lepa, to je pa zelo dobra pripomba. Res je neka bližina z Musilom. No, sej tudi Musil je zelo recimo vplival na Wittgensteina, oziroma mislim, da sta se poznala med sabo, ni še čez zihar, ampak vsekakor je obstajala neka simpatija, vsaj Wittgensteina do Musila, ne vem, koliko je bilo obratno. In je, res, ja, to je neka, rekel, nadaljevanje fenomenologije, ampak ni samo Musil tukaj, jaz mislim, da je to podobno spet tudi pri Merleau-Pontyju najti, ki jim je tudi zelo blizu, ne? Da Merleau-Ponty razvija eno obliko, se pravi zelo poudarja telesno, samo ravno ta otelešeni duh. Ampak, ko pa razvija o pojmu zavesti, pa ima točno ta awareness, nepredmetno zavedanje mu je zelo centralno. On kot fenomenolog je do tega prodrl. Ne vem, koliko je tudi Husserl sam, to mi ni jasno, mogoče tudi, ampak vsekako je to pri Merleau-Pontyju deloma se mi zdi, to ki se siguren tudi pri Heideggerju, ampak seveda v eni drugi optiki. Skratka, tukaj najde določene podobnosti. Ja, tukaj gre za neko pozitivno izpraznjenost, podobno temu, kar na vzhodu govorijo šunjata, praznina. Ja, da se ozavešči šunjate, moraš do te nepredmetne zavesti, ki je prazna tudi same sebe. Ja, to je pač osnovni pogoj. In tudi za pravo dojemanje duha, tistega, ki je dejansko zgolj potencialnost duha, je prav tako. Ta potencialnost duha, duh kot potencialnost je ene vrste pozitivna izpraznjenost, ki pa imaš, zanimivo, da ima svojo energijo, energijo aktualizacije. Jaz se tudi ta filozofski termin uporabljam, ne bom rekel, da je to fizikalni. Sam duh pa je osnova za nastanek zavesti. Ja, v nekem smislu je, ampak kolikor ostaja zgolj kot potencialnost, je še ni nujno, da ima zavest, da je vezana zavest. Šele v življenjskih procesih, ko postane udeleženec v življenjskih procesih, se nam na neki ravni življenjskih procesov pojavi ta povezava z doživljanjem, z zavestjo. Ne vem točno, kje in kdaj. Recimo, ene teorije so, najdli so preprosta bitja, to so ne več celična, so enocelična, ampak imajo več jedra. Celice z več jedri, to so tako zelo veliki sistemi, vidni. In ti so menda 200 milijonov let genetsko gledano, evolucijsko starejši od katerihkoli več celičnih organizmov. In kakšna obliko dojemanja, doživljanja imajo, še ni jasno. Pokazali so se pa, da so izjemno inteligentni. To so neke vrste mahi, živi mahovi. Znajo reševati glodnjake, naprimer, in resnično razne, vse kar podgane znajo rešiti, znajo tudi ta bitja. Tukaj vidim v dvorani dva strokovnjaka za zgodovino filozofije, strokovnjakinjo za vzhodne filozofije in na koncu celo vrsto mladih kolegov, pa bi mogoče še koga od vas prosil, če se kdo kaj vpraša ali pa kakšen komentar. Ali pa izvolite, ja. Zanima je biološko stanje, ali je sploh možno, da obstoja duh brez zavesti? To je vprašanje. Kako si to predstavljamo, da recimo ni zavesti, duh pa obstaja? To se pravi, da je duh lahko pristopen tudi v celotnem vesolju, še preden je prišel do formiranja kakršnega koli oblike, ne bom rekel življenja, ampak še preden je prišlo do formiranja nekih organskih substanc, ki so bile začetek življenja. Se pravi, v eni določeni, moramo se pa vprašati, na kateri točki razvoja, ko je prišlo do organskega razvoja, je tisto, kar se je razvilo in ima zavest, ali je to tisto, kar omogoča duh,
Ali je možno, da imamo, to si ne morem, nekako si ne morem predstavljati, ker sem pač tako usmerjen, da obstoja duh brez zavesti. Ja. Ne razumem tega popolnoma. Ja, poglej, ravno ko sem rekel, da govorimo o duhu kot obliki potencialnosti. Se pravi, po svoji naravi, svoj njegov temelj je nekaj, čemu se reče duhovna potencialnost. Kot zgolj kot duhovna potencialnost ni treba, da ima kakršnokoli fiksno ali kakršno določeno aktualnost, s tem pomeni tudi zavest. Brez tega. Ima pa na svojo energijo. In energijo na prazno. To je podobno kot kvantni fiziki govorijo o kvantnem vakuumu. Podobno. Nam rekel, da je isto. Podobno smer gre. Skratka, možno je razmišljati o duhu kot obliki potencialnosti, aktivne potencialnosti, ki še sama po sebi še ni zavest. Ampak ko se prepleta z raznimi oblikami aktualizacije v naravi, pride do nekega stopnja, kjer se poveže z možnostjo doživljanja. Takrat pa duh najde zavest, ali pa zavest najde duha, ali pa en drugega. Zato oboje se pojavi najbolj kar hkrati. Zavestni duh ali pa duhovna zavest. No, obstaja pa tudi en filozofsko, mogoče bolj direktno odgovor na to vaše vprašanje, ne? Ki nima neke biološke podlage, ampak filozofsko je zelo legitimen. V stari filozofiji pojem logosa recimo kot nekega vesolnega, če tako se rečemo s Heraklitom, ali pa tudi v platonizmu duha, ne? Ta duh ni zavesten. Niti ni potencialen samo, je še kako aktualen. Je v bistvu, ne, ker ti si navezal na to potencialnost. Ne. Zdaj, seveda, z biološkega stališča je to nekako nepredstavljivo, tudi z stališča naravoslovne znanosti težko, je pa predvsej bolj misljivo, da tako rečem, strani nekega duhoslovja, če tako rečem. Ampak ne, to ne mislim teologije v tem klasičnem pomenu, ampak filozofija, ne. Zdaj, če se to sprejme ali ne. Zdaj, en tak enostavno odgovor, mogoče preveč enostavno, ampak vendarle kot neko vodilo, vsaj zame je to, da duh je pravzaprav živi ne. Če je logos, je pač vesolni lahko, ne, tudi v panteizmu in tako naprej. Potem je duh živi, ne. In to misel imate v novoplatonizmu, pri Plotinu, imate na nek način seveda tudi pri Spinozi in pri novoveških panteistih, tudi pri Schellingu, ne, ki si ga prej omenil, ne. Pozni Schelling, po mojem mnenju, ni toliko zelo se oddaljil od svojih, čeprav je to le druga filozofija, ampak kot je bila njegova zgodna filozofija narave in duha. Tako da tukaj so neki odgovori v filozofiji, v stari metafiziki, zato jaz nekako zastrižem z ušesi, ko slišim to, da je pač neka filozofija recimo preveč metafizična. Kaj to sploh pomeni, ne? Metafizika je neka stalnica filozofije. Zdaj, jasno, novoveška filozofija je na različne načine razumela metafiziko, ne? Bolj pozitivistična je razumela kot neko spekulacijo, bolj heideggerijanska kot neko pozabo biti in tako naprej, ampak metafizika kot pač neko iskanje nečesa presežnega ostaja v filozofiji. Jaz osebno mislim, da brez metafizike ni filozofije, kar na vsezadnje se kaže tudi v tej zgodbi modalne metafizike, modalne logike, znotraj pač čiste neke analitične smeri, no, da ne bom preveč o tem. Saj se strinjam. Ta presežnost, ja, kaj se reče božanskost ali daemoničnost za razliko od demoničnosti, ne? Ja, ta božanskost kot oblika smisla, globljega smisla, narave, celote, vsega, ja, to je sprejemno. Ne bi pa temu dal nobenega posebnega predmetne oblike ali kakršnokoli fiksne oblike, najmanj pa religiozne. Čeprav je možno spoštovati, ceniti. Še kako, ampak to ne pomeni, da se gremo eno eksplicitno religijo. Ne, se spet še nekaj.
bomo šli predelati, ampak kaj sploh pomeni religija? To je glavno vprašanje tukaj, ker mi smo nekako usmerjeni v razumevanje religije skozi pač ta krščanski monoteizem in nekako enačimo to, ker ti sam veš, ti si verjetno več kot jaz del vzhodne tradicije in religije in si sam dosti v tem in gotovo, da je recimo budizem ali pa Vedanta, da to so religije v nekem drugem pomenu, religijske duhovnosti in hkrati tudi. Ne vem, ampak prej sem nekako apeliral na... Pojem religije, mislim, da religija v latinščini pomeni ponovna povezava. To je zelo podobno kot pojem droge v indijskem jeziku. Je ravno kot povezava. V tem smislu kot povezava, duhovna povezava, jaz sprejemam ta pojem religije. Samo v naši kulturi, tako oni zahodni, je prišlo do neke perverzije tega pojma, ko se je pojem religije vezal na institucijo, ki ima oblast. To je pa nekaj drugega. Še bo kdo iz tega? Manko, vse bomo dvignili roko, če bomo hoteli. Ja, sem, ja. Če bomo hoteli. Če pa ne bomo, pa... Ja, mene pa zanima, mislim, če se vrnem nazaj semiozi teoriji informacij in Batesnu, me zanima, če jaz po vašem mnenju stavek življenje, torej semioza se začne tam, kjer se začne življenje. A je po vašem ta stavek zgrešen ali pravilen? Ne, zgrešen je. Zgrešen, zakaj? Ker se življenje začne že pred Spinozo, dejansko, kot Bajcom pravi, je informacijski sistem. Ja. Ta informacijski sistem je lahko brez semioze, ampak je zgolj posebna, kompleksna informacijska struktura. Ja, lahko. Takrat, ker se vmešaš v doživljajskost, pa ne doživljajskost kot taka, ampak bolj doživljajsko izhodišče, ko je nek organizem dobi v sebi tudi nekaj, če mu rečem, doživljajsko izhodišče lastno. Potem je pa seveda se pojavi tudi semioza, tedaj dobiva dogajanje nek pomen za njega, ni samo nekaj, kar se preprosto dogaja, ampak je tukaj nekaj zanj, ker imamo izhodišča. Takrat se pa pojavi seveda semioza in potem osnov logike duha, višje logike. Ja, in zdaj še nekaj, ker pač jaz prebiram Batesna zadnje čase za svoje lastne potrebe in me zanima, kdo je pa potem, če slučajno veste, recimo, kdo bi bil kakšen najbolj kompetenten kritik Batesna, ravno tehnik njegove teze, razlika, ki dela razliko? Ne, saj ni kritikov. Mislim, da so vsi to sprejemali, da pravim, da to ni dovolj za življenje, da je to dober začetek, boljši kot pa s tistih golih kemizmi in fizikalizmi, ki so bili prej, boljši je, ni pa dovolj, to je samo prvi korak. To je to glavno. Kaj pa Vaclavik? Tudi Vaclavik je Batesonov, recimo jaz je v tem smislu ostal pri Batesovem okviru, kakor jaz poznam, ni šel čez. On ga je samo dalje apliciral na razne literaturi. Ja, še kakšno vprašanje? Sicer bi pa jaz predlagal, da kako smo začeli, ker govorimo o Andrejevi knjigi z Andrejem, da na koncu tudi ti poveš par besed za zaključek tega lepa zanimivega večera. Kot istočnico bi ti mogoče dal eno vprašanje, istočnico. Zdaj po tej dolgi kilometrini filozofski, po več kot polstoletni poti in tako naprej, kaj danes zate pomeni duh? Tam sem tam, kjer sem bil, brez besed. Moram reči, da tukaj je zmer za mene izziv, kaj pomeni duh. Jaz bi prav rešil, kaj pomeni zame vprašanje duha. Nimam točnega odgovora, kaj mi pomeni duh, vse sem poskušal malo povedati.
Ampak vprašanje duha mi pomeni, kaj osmišljeno zavedanje, pa ne bivanje, ker to je že preveč plitvo, osmišljeno zavedanje situacije, v kateri sem in smo. Osmišljeno pomeni, da tako, da se v tej situaciji čutim tudi odgovornega za to, kaj se s to situacijo dogaja in kaj je moja vloga. Tako zelo na kaj. Pa dol je že to dolgo. Dobro. No, mogoče bi s to zanimivo lepo mislijo končali današnji večer. Hvala vam vsem za to, da ste prišli, za to, da ste sodelovali in tudi Matica